Dogovor o gradnji urgentnega centra ni uspel. Zakaj v Mariboru nasprotujejo romski gostilni? Maribor je gostil več kot 150 čarodejev iz Evrope. Lepo pozdravljeni. Gradnja novega urgentnega centra v Mariboru, ki bi se zaradi črpanja kar 9 milijonov evrov evropskega denarja morala že zdavnaj začeti, se vse bolj oddaljuje. Neuspešna so bila namreč tudi pogajanja med Ministrstvom za zdravje in edinim ponudnikom za gradnjo, podjetjem GH Holding. Kot je znano, bi ta gradbena dela opravil za skoraj 19 milijonov evrov, kar je bilo dvakrat več od ocenjene vrednosti. Nato so ceno znižali na okoli 14 milijonov, a bo kljub temu nov razpis. Gre za pogumno potezo ministrstva. Izgube evropskega denarja si ne moremo privoščiti, je odločitev o ponovnem razpisu komentiral vidno razočaran predstojnik urgence. Rad bi sporočil vsem tistim avtorjem, ki so sokrivi za to dogajanje, da pač je urgentna medicina tisti del medicine, kjer jim ne bo pomagala nobena veza in nobena debela denarnica, da bojo pravočasno prišli do ustrezne rešitve. V skopem dopisu ministrstva pa, da se zaveda, kako nujno je potrebna nova urgenca in da na novem razpisu pričakujejo več ponudnikov ter dostopnejše cene. Medtem pa prvi mož GH Holdinga potezo ministrstva označuje kot prvovrstno špekulacijo, saj so se praktično dogovorili za ceno zahtevano strani ministrstva. Mi smo v zapisniku pogajanj celo opredelili, da damo ta ponedeljek nov predračun, da začnemo usklajevati pogodbo. Šteli smo dneve, kdaj bomo lahko začeli delati, ker je rok izjemno kratek. Miklavčič se na nov razpis ne bo več prijavil, bo pa zoper ministrstvo uporabil vsa pravna sredstva, če bo potrebno tudi ustavno in Evropsko sodišče. Ob tem, ko se v Ljubljani urgentni center že gradi, pa predstojnik mariborske urgence svari. Za pričakovati edino to, da bomo imeli čedalje več pritožb, nelagodja pacientov, proceduralnih zapletov, zastojev pri zdravljenju in neposredno to poveča seveda tudi obolevnost in umrljivost. Žalostno je to. Vse posod druge se bo nekaj ureja, tu pa stoji. Ja, seveda si zaslužimo, ampak denar gre vedno v napačne roke. Na ministrstvu pa so optimistični, saj pričakujejo, da bo novi razpis zaključen v roku, ki bo omogočal črpanje evropskega denarja. Slovensko-bistriško podjetje Impol bo kljub krizi, ki se pozna tudi v njihovi panogi, poslovno leto končalo z več kot 10 milijonskim dobičkom. V Sloveniji zaposlujejo okoli 1000 ljudi in letno ustvarijo skoraj pol milijarde evrov prihodkov, hkrati pa so tudi eden večjih izvoznikov. Vlagajo tudi v razvoj in kadre, o čemer so govorili na raziskovalnem simpoziju, ki so ga pripravili v Mariboru. V skupini Impol je danes združenih več kot 23 hčerinskih družb, ki vse poslujejo pozitivno in predsednik uprave poudarja, da imajo prav zaradi dobro pripravljenih strategij in s tem preudarnih preteklih vlaganj v razvoj in širjenja proizvodnje danes prednost pred konkurenco. Seveda pa pri takih zadevah je zelo nevarno, če narediš tu napako, lahko podjetje spraviš tudi v stečaj. Več kot 91% svoje proizvodnje prodajo na tujih trgih, kjer pa lahko uspeš samo z inovativnostjo in novimi izdelki. Impol svojo priložnost vidi v razvoju livarništva, kjer so že zdaj v samem vrhu. In mi skuhamo, da tako po domače rečemo, kar 178 oziroma 170 različnih zlitin vsako leto in seveda to je pravzaprav proizvajalec, ki ga skoraj da v Evropi ali pa tudi v svetovnem merilu ga težko najdeš. So pa na simpoziju spregovorili tudi drugi strokovnjaki, med njimi razvojni inženirji iz podjetja Pipistrel, ki poudarja, da ovire obstajajo samo v glavi. Inoviranje ne moreš prisiliti, inoviranje mora biti v ljudeh, treba imeti ljudi, ki inoviranje spremljajo za svoje, ki z veseljem inovirajo, ki z veseljem rastejo skozi inoviranje, da so na koncu tudi zadovoljni sami sabo in samo ljudje, ki res delajo z strastjo, ki radi res imajo to, kar počnejo, potem ustvarjajo produkte, ki so korak pred ostalimi. Zelo pogosto pa zaznavam, da pri vodilnih obstaja neka samozadostnost, premalo samokritičnosti in takšni so potem tudi v bistvu rezultati. In Impol bo tudi letošnje leto zaključil z dobičkom okoli 13 milijonov evrov.
Mariborsko sodišče je upnike Mariborske livarne pozvalo k glasovanju o sprejetju prisilne poravnave. O predlaganem načrtu prestrukturiranja se morajo izreči v mesecu dni. Če tega ne bodo storili, bo veljalo, da so glasovali proti prisilni poravnavi. Mariborska livarna je v postopku prisilne poravnave od aprila. Takrat je navadnim upnikom ponudila 50% poplačilo terjatev najpozneje v 4 letih. Skrajni rok poplačila več kot 200 upnikov, ki so skupaj prijavili za okoli 90 milijonov evrov terjatev, bi bil v drugi polovici leta 2007. Delavcem ptujskih pekarn grozi, da bodo ta mesec ostali brez plač. Družba ima blokirane vse 4 račune, potem ko je Mariborska Probanka, ki je v nadzorovani likvidaciji, zavrnila reprogram njihovega 1,1 milijona evrov visokega kredita. Z direktorjem Erikom Hribernikom se bo sindikat sestal v sredo, nato pa se bo odločal o morebitni stavki. Ruski lastniki so dokapitalizirali družbo Platanus, prek katere so pred letom dni prevzeli eno največjih slovenskih turističnih podjetij, Terme Maribor. Že lani je namreč družba imela za okoli pol milijona evrov negativnega kapitala, letos pa okoli 1,5 milijona. Terme Maribor ustvarijo letno okoli 30 milijonov evrov prihodkov, od tega 8 iz turizma. Kljub napovedim ruskih lastnikov se prihodki na tem področju niso bistveno povečali, saj jim še ni uspelo povečati zasedenosti sob za 15%. Zaradi višjih trošarin in vse manjše razlike pri ceni tobačnih izdelkov v Sloveniji in Avstriji upada tudi njihova trgovska dejavnost. Izjema je le MTC Fontana z medicinsko dejavnostjo, saj so okrepili sodelovanje z Mariborskim kliničnim centrom. Nepremičninski davek je za podjetnike poguben, so se strinjali udeleženci včerajšnje javne tribune v organizaciji Obrtne zbornice. Podpisniki peticije proti uvedbi davka so v enem tednu zbrali preko 60 tisoč podpisov. Upajo, da je številka, ki še narašča, dovolj zgovorna, da vlada davka ne bo uvedla. Če pa ga bo, napovedujejo ustavno presojo zakona. Ključni problem zakona je množično vrednotenje nepremičnin, ki je nepravično. Gre za polnjenje proračunske luknje, so prepričani obrtniki, ki bodo po izračunih plačevali tudi do 4-krat več. Potem je nadaljna pot, da gremo na ustavno sodišče, presojo tega zakona, ker mislimo enostavno, da je ta zakon ustavno sporen. Razprava bi morala potekati dlje časa, vključiti bi morala tudi civilno družbo, so prepričani v SLS-u. Po njihovem bi zakon lahko uvedli šele leta 2015. Vsi, mislim, da se dotika ta zakon vsakega državljana, vsakega posameznika, da bi pri sprejemanju takšnega zakona morali tudi sodelovati. Zakon se sprejema po hitrem postopku, kar se nam seveda zdi zelo, zelo narobe. Ni prav, da želi vlada spet služiti na gospodarstvenikih, meni predstavnik avtoprevoznikov, predlaga 30% krčenje javnega sektorja. Zakaj pa ne bi Semolič ali pa gospod Branimir Štrukelj prišparali 200 milijonov evrov na letne ravni? Zakaj pa glih gospodarstvo? Gospodarstvo več ne more. Obrtniki in podjetniki bodo z aktivnostmi nadaljevali. Če jim ustavna presoja ne bo uspela, napovedujejo tudi državno nepokorščino in proteste. Davčna uprava je med cvetličarji, svečarji in vrtnarji v zadnjih tednih izmed 224 zalotila le 13 takih, ki niso izpolnjevali davčnih obveznosti. To je precej manj kot pretekla leta, ko so med nadzori ugotovili skoraj 40% nepravilnosti. Upad goljufanja države na Dursu pripisujejo preventivi in poostrenemu nadzoru. Te dni so še posebej pozorni na vulkanizerje. Poglejmo še druge novice. Opozicijske stranke SDS, SLS in NSI so vložile interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta. Očitajo mu, da povzroča škodo občinam in sicer z zniževanjem proračunskih sredstev in napovedanim zmanjšanjem njihovega števila, pa tudi oškodovanje državnega proračuna, pri čemer poudarjajo nepojasnjene okoliščine nakupa letalskih vozovnic. Opoziciji se zdijo škodljivi tudi ministrovi dogovori s sindikati in odškodninska shema za izbrisane. V državnem zboru se nadaljuje izredna seja o proračunu. Poslanci danes obravnavajo dopolnila k predlogu sprememb proračuna za leto 2014. Teh je 20, z njimi pa poskušajo predvsem poslanske skupine iz opozicije doseči prerazporeditev nekaterih sredstev v proračunu. Ali bo kakšno dopolnilo deležno podpore, bo znano v četrtek, ko bo na vrsti glasovanje.
Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja, Odbor za pravično in solidarno družbo ter nekateri člani mreže za neposredno demokracijo so se odločili ustanoviti politično stranko. Koordinacijski odbor bo v najkrajšem času sklical ustanovni kongres, kjer bodo odločali o predsedniku stranke in tudi imenu, ob čemer ni izključeno ime Solidarnost. Novico o združitvi 3 močnejših vstajniških gibanj in željo po vključitvi še drugih gibanj so novinarjem sporočili danes pred parlamentom. Danes točimo cenejše gorivo, kljub temu, da je vlada zvišala trošarine. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je pocenil za 2,3 centa, 100-oktanski za dobra 2 centa, dizelsko gorivo pa za 0,8 centa za liter. Znižala se je tudi cena kurilnega olja, liter stane 0,98 evra oziroma 0,7 centa manj kot doslej. Na razsodbo mariborskega višjega sodišča, po kateri bo morala nadškofija Maribor žrtvi spolne zlorabe nekdanjega artiškega župnika Karla Jošta plačati 80 000 evrov, se je danes odzvala tudi Slovenska škofovska konferenca. Po njihovem sodba sodišča širi dosedanje razumevanje odškodninske odgovornosti delodajalca, kakršne ne poznamo ne v Sloveniji, ne v Evropski uniji. Prepričani so, da bo to odprlo vrata odškodninskim tožbam ne samo v cerkvi, temveč tudi v drugih ustanovah, na primer v šolstvu in zdravstvu. Specializirano državno tožilstvo je uspešno vložilo že 3. tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Tokrat so tožbo sprožili proti lastniku mariborskega lokala Akoja in z njim povezanim osebam. Tožilci ga kazensko preganjajo zaradi nezakonitih poslov. Tožbeni zahtevek pa je najvišji doslej. Premoženje lastnika Akoje in njegovih podjetij naj bi namreč znašalo okoli 1,8 milijona evrov, kar naj bi se pokazalo pri finančni preiskavi. Državni tožilec lahko uvede tako imenovano finančno preiskavo, določi se tudi skupina, v kateri sodelujejo, torej v tej skupinah so tudi ponavadi kriminalistični inšpektori in pa tudi torej delavci DURS-a, ki nastopajo v skupnih teh finančnih preiskovalnih skupinah, obdelujejo podatke vsakega posameznika in na podlagi teh podatkov se pač zaključi ali pa ne zaključi finančna preiskava, uspešno ali neuspešno. Če se uspešno, seveda se zaključi z vložitvijo tožbe. Spor zaradi prve romske gostilne v Mariboru se očitno razrešuje. Mariborska mestna občina bo namreč v četrtek podpisala najemno pogodbo z nosilci projekta. Zaradi nasprotovanja nekaterih občanov, ki živijo v neposredni bližini prihodnje gostilne, je projekt v zadnjih 2 tednih skorajda propadel. O tem so poročali celo tuji mediji. Projekt romske gostilne se nadaljuje, je sporočil mariborski župan. Razlog, da jim pred 2 tednoma z bodočimi najemniki ni uspelo podpisati pogodbe za najem že več let zaprtega lokala Čuču, so bili ključi. Hecno je, da se mora mestna občina boriti za lastne nepremičnine. Torej mi smo imeli kar nekaj dela, da smo te ključe dobili. Zdaj jih imajo in v četrtek bodo podpisali pogodbo za najem prostorov za romsko gostilno, ki bo socialno podjetje. Gre za 300 000 evrov vreden projekt, ki ga financira Evropska unija. Na mariborski gostinski šoli so za to podjetje izobrazili 13 Romov. 5 jih bo dobilo delo v načrtovani gostilni, ki naj bi zaživela februarja prihodnje leto. Upam, da bomo to dokončno izpeljali in začeli s projektom, kjer je nam najpomembnejše pravzaprav zaposliti te brezposelne ljudi. Moje sporočilo je to, da živimo v istem mestu skupaj in da lahko živimo skupaj samo na način, da iščemo tisto, kar nas povezuje, ne pa tisto, kar nas razlikuje. Sicer pa so prav danes mariborski Romi na Evropskem zaposlitvenem forumu v Bruslju. Tam pripravljajo tradicionalne romske jedi za evropske politike in druge visoke goste. Koga se strah boji, je naslov glasbene pravljice, nastale po knjižni predlogi Tatjane Kokalj in Jane Kolarič. Izvirna glasba, pisana za klavir štiriročno in pevske soliste, je delo skladatelja Tadeja Kušarja. Glasbena predstava v sklopu Papagenovega festivala bo premierno zaživela nocoj v dvorani Zavoda Antona Martina Slomška. Izvajajo pa jo učenci tamkajšnje glasbene in baletne šole pod mentorstvom Tanje Ajtnik-Miškovič in Simone Rafaneli Krajnc. Predstavo lahko ujamete še v četrtek.
Če se vam dogaja kaj nenavadnega, so morda krive višje sile oziroma čarodeji. Preko 150 iz vse Evrope se jih je pred dnevi zbralo v Mariboru na že 20. mednarodnem festivalu iluzionistov, čarobnih umetnikov, čarovnikov in rokohitrcev. Prav vsi so svojimi triki očarali občinstvo. Lebdet za boj, v katerem je človek trmi za z nogami, vse to je manipulacija, ki je v čarodejskem cehu zelo cenjena. Saj se morajo čarovniki, da prepričajo občinstvo, vedno bolj potruditi. Mi smo kreativni, ovaj posao nam dopušta da razvijamo neke svoje umetničke potencijale i zato je to, da kažemo, lepo i pritom se i zarađuje, naravno. In recept za uspeh, veliko vaje, spretnosti, kreativnosti in smisel za nastopanje. Meni osebno je pač področje, ki mi je zelo blizu, je pač mentalizem. Danes je to področje magije, ki je še morda edino ostalo nekako neraziskano oziroma je še lahko verjetno in osupljivo za publiko. Tako da večino programa se trudim, da je zelo interaktivnega, da vpletam gledalce. Zdaj se dosti pojavlja tudi teh novih variant z iPadi, z telefoni, v kombinaciji z tem. Drugače pa še kar dosti klasike tudi in tudi na tekmovanju vidimo dosti klasike še vedno. To je, vsak ima neko svojo idejo, pa pač predstavi po svoje. V okviru festivala namreč poteka tudi odrsko tekmovanje, ki zmagovalcem odpira vrata v svet čarodejstva. Ocenjivala se originalnost, tehnika, scenski nastup, dojam, koji ostavlja taj program ili akt pred publikom. V Sloveniji je to edini festival, ki je pomemben tudi zato, da izkušenejši čarodeji na srečanjih in na seminarjih delijo znanje ter tako ohranjajo svojo raven umetnosti. Morda pokažete tudi našim gledalcem? Pa jaz rad delam manipulacije. Manipulacije s kartami. Izvolite. Zadnjih 7 let je tekaška prireditev Peš na Pohorje uvod v serijo tekov proti vrhu Pohorja, ki potekajo v zimski sezoni. Zaradi odlične organizacije se je prireditev med udeleženci dobro prijela. Na tokratnem športnem druženju je bil dosežen tudi nov rekord proge. Na tekmo je tudi tokrat prišla pisana druščina udeležencev. Od profesionalnih športnikov do rekreativcev, mlajših in starejših, tudi tujcev ni manjkalo. Ranije sam dolazio ovdje i svidjelo mi se ova trka, a imam i drugara puno ovdje u Sloveniji i volim ove trke da dođem na ovako nešto. Kod nas to nema u Vojvodini. U Subotici ne postoji, sve ravno. We have a mountain near Skopje and I prepared there. It's very similar to this hill. So that was my main training. Danes pričakujemo en lep čudoviti dan, veliko samopreseganja vseh tekmovalcev, ki so tu. Do vrha so morali premagati nekaj manj kot 4 km proge in 700 metrov višinske razlike. Čeprav je dan prej močno deževalo, jih je šlo na tekmo kar 243. Dejansko vreme za ta tek nikoli ne ovira. Tudi če bi deževalo, sem prepričan, da bi nas bilo toliko, kot nas je bilo. Zraven je bil tudi Mitja Kosovel, svetovni prvak v gorskem maratonu. Prvi favorit je za dobrih 20 sekund izboljšal rekord proge. Do cilja je prišel v 25 minutah in 5 sekundah. Proge nisem poznal, bila je pač vprašljivo, kako bom se počutil na progi, tako da rekord je zelo težko napovedati. Vedel sem, da sem sposoben iti rekord. Konkurenca se mi zdela kar huda, sploh ker je prišla tudi tista, ki je postavila rekord na tej progi, Daneja. Za večino pa rezultat niti ni bil tako pomemben. To je bil danes moj prvi tek gorski. Jaz po glavnem tečem po ravninah, ostale teke. To je prvi, pa sem kar zadovoljen. Maribor ima idealne pogoje za kaj takega. Upam, da jih bo prišlo še več. Že 1. decembra se je pričenja tradicionalni zimski pokal Peš na Pohorje. 13 nedelj po vrsti se bo množica spet zbirala na istem mestu. V Parizu poteka konferenca o zaposlovanju mladih v Evropi. Voditelji evropskih držav in vlad, med njimi premierka Alenka Bratušek, razpravljajo o ukrepih za pospeševanje zaposlovanja med mladimi. Po podatkih Evropskega statističnega urada je bilo julija v Uniji brez dela 5,5 milijona ljudi, mlajših od 25 let. Poglejmo še drugam po svetu.
Na poti na območje Filipinov, ki ga je razdejal tajfun Haiyan, so ameriške in britanske vojaške ladje z več tisoč vojaki, ki bodo prizadetim ponudili humanitarno pomoč in zdravstveno oskrbo. Danes bo na Filipine prispelo tudi letalo z okoli 60 tonami pomoči, v glavnem zdravil in šotorov, sklada Združenih narodov za otroke. Tajfun je verjetno samo v mestu Tacloban terjal prek 10 tisoč življenj, prizadetih je bilo 10 milijonov ljudi, to je 1/10 vseh prebivalcev Filipinov. 660 tisoč ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Na območju medtem še naprej močno dežuje. Filipinom pa se približuje še ena tropska nevihta, ki sicer najbolj prizadetega območja ne ogroža. Članice Evropske unije in Evropski parlament so po 16 urah pogajanj in več mesecih prerekanj le dosegli dogovor o proračunu za leto 2014. Unija bo lahko v prihodnjem letu porabila 135 milijard evrov in pol. Znesek je kompromis, ki bo zagotovil investicijske priložnosti evropskim podjetjem, znanstvenikom, mestom, regijam in študentom. Vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo prihodnje leto v Braziliji gredo za med. V le nekaj urah so navijači vsega sveta kupili 200 tisoč vstopnic. Po podatkih Mednarodne nogometne zveze FIFA je zdaj prodanih že dober milijon vstopnic. Skupno pa bo na voljo 3 milijone vstopnic. Oblačno bo z rahlim dežjem ponekod, ob morju bo večinoma suho, burja se bo okrepila. Temperature bodo sprva od 2 do 7, ob morju do 9. Dnevne bodo podobne današnjim. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, burja na Primorskem bo prehodno oslabela. V petek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo marsikje spustila do nižin. Burja na Primorskem se bo spet okrepila. Hladneje bilo. Danes mineva 115 let od rojstva najbolj znanega slovenskega olimpijskega šampiona Leona Štuklja. Spominu na telovadca na krogih, ki je osvojil 3 zlate olimpijske kolajne, zadnjo daljnega leta 1936 v Berlinu, se je poklonil tudi spletni brskalnik Google. Na slovenski strani google.si tako že ves dan razveseljuje Štukljeva silhueta na krogih. V starejših letih je bil Štukelj pomemben promotor mlade samostojne slovenske države. Aktivno pa je sodeloval tudi pri promociji kandidature Slovenije, avstrijske Koroške, Furlanije Julijske krajine za pridobitev zimskih olimpijskih iger leta 2006. Spominom na enega največjih slovenskih športnikov se iz dnevnika televizije Maribor za nocoj poslavljamo, seveda pa toplo vabljeni, da spremljate naš spored še naprej. Nasvidenje.